Takole danes dopoldne pred vhodom na dvorišče družbe RDP Plastics obstalo nekaj tovornjakov. Kemiplasovci jih navkljub posredovanju policistov niso spustili čez svoje zemljišče, čeprav ima lastnik sosednje lokacije za to služnostno pravico. Mi štitimo svoje premoženje in mi zahtevamo od inspekcije, da se ukvarja s tem. On za to, kaj dela, nema dovoljenja. Njena inspekcija to bi njemu dovolila. Opozarjate inšpekcije? Smo opozarjali 15-krat. Okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je za obdelovanje odpadkov na bivju nemški družbi RDP Plastics podelila Agencija za okolje, je blago rečeno malomarno ali celo sporno sestavljeno. Kako si drugače razložiti napačno napisane količine ali predpis, po katerem lahko sem brez vsakršne kontrole ali dovoljenj pripeljejo plastično embalažo z vseh koncev Evrope? Lahko delaš trgovino z vsemi v celo Evropo, Slovenijo je prepoved. Se pravi, v Sloveniji so samo določene firme, ki to lahko opravljajo in so navedene posebej. Se pravi, katera firma v Sloveniji to lahko naredi. Kamion, ki so ga pa predstavili, je bil iz avstrijske firme. Očitek je bil namenjen direktorici Kemiplasa, ki na domnevne nepravilnosti in sporno dejavnost nemških najemnikov opozarja že dalj časa. In Kemiplas danes ne obratuje, kljub temu, da ima uporabno dovoljenje in še vedno vlogo za IPPC dovoljenje. Nikakor ne moremo razumeti, da zraste poleg Kemiplasa en kup odlagališča različnih odpadkov, plastike. Ob deževju iz plastičnih embalaž curlja marsikaj, a to je že naloga za pristojne inšpekcije, ki pa doslej dela niso opravile.